Pustovanja, ki jih ob tem času prirejajo na Slovenskem in marsikje po svetu, niso le priložnost za norčije in zabavo, temveč so tudi odsev življenja in posebnosti pokrajine ali dežele. Tudi pustni karneval, ki ga že vrsto let pripravljajo zamejci na občinah, je posebna etnografska prireditev, ki nima samo družabnega in zabavnega namena, temveč tudi kulturnega. Na pustni karneval na občinah kot na eno izmed ljudskih šeg in navad želim pogledati širše perspektive, se v verigi kulturnih in etnografskih prireditev, ki jih je na Tržaškem več, kot si najbrž mislimo, predstavlja tisti vitalni del kulture, ki opravlja povezovalno vlogo, gradi mostove in širšemu evropskemu prostoru odpira vrata za spoznavanje bogate kulturne dediščine zamejcev v Italiji. Pustni karneval na občinah torej spada v sklop praznovanja kraškega pusta in ne predstavlja le velikega zaslužka in zabave, ampak ima pomen ohranjanja slovenske kulturne dediščine. Ohranjanje ljudskih šeg in navad ima za zamejski prostor še poseben pomen, saj se s tem ohranjata slovenski jezik in kultura v svoji najbolj avtentični obliki, ki v sebi združuje vitalnost in originalnost oziroma izvirnost. Pustni karneval, ki smo mu bili priča tudi letos, pa potrjuje spoznanje, da čar Združene Evrope ni v uniformiranosti, temveč v avtentičnosti kulturnega življenja. Biti to, kar si, kljub svoji majhnosti in prav zaradi tega, ker na občinah pristno živijo to, kar so, in se to odraža v običajih in navadah, ki jih predstavijo širši javnosti, ostajajo zanimivi, privlačni in poznani. Ljudski običaji imajo že v sami na sebi to izvirnost, vendar v zamejskem prostoru le ta dobi še dodatno vrednost. Letošnji pustni karneval je bil paleta ustvarjalnosti tako ustvarjalcev iz zamejstva kot iz Slovenije. V Openskem prosvetnem domu je bila na ogled razstava, na kateri so učenci na brežinske osnovne šole razstavljali svoje pustne stvaritve. Videli smo kabaretno predstavo teatra Komigo Radio Aktivni Live, tradicionalen mimohod kraljevskega pustnega para po openskih ulicah. Zelo prisrčno je potekal izbor izvirne pustne domislice Pusti klobuka. Največji odmev pa je kot vsako leto doživela sobotna openska pustna povorka, ki je ob 14. uri krenila iz Pikalca, kjer so za dobro počutje skrbeli kraški ovčari, plesno-akrobatska skupina Flip iz Pirana, godba Tabor in Osmica na Brdini. Na njej je nastopilo 11 vozov, tako imenovanih pustarjev iz Rependbara, Merč, Sovoden, Bazovice, Medje vasi Štivana, Praprota, občin Štmaura, Škednja, Števerjana in Križa. Namenoma naštevam vse te kraje, ker je v tem še ena posebnost te prireditve. Združuje in povezuje, saj pritegne k sodelovanju široko paleto ljudi, ki se lahko izrazijo in obenem svojim avtentičnim ter etnološko zanimivim pustnim izročilom pritegne pozornost širše javnosti, pa ne samo zaradi pozornosti. Skoraj vsako leto se prireditve udeležijo tudi maškare iz drugih slovenskih krajev, kar daje prireditvi poseben pečat, saj tako maškarado povezuje celoten slovenski prostor. Kar je možno v maskah, je možno tudi v resničnem življenju. Končno pa gre za skupen slovenski etnični prostor. Ob takšnih in drugačnih praznovanjih, karnevalih, pa se postavlja vprašanje samega ožjega mesta, torej Trsta in njegove bližine. Odstiranje preteklosti nam pokaže dvojnost. Na eni strani izrazito karnevalsko življenje Trsta, na drugi oblike pustovanj, vezane na dediščino v tržaških predmestjih slovenskim prebivalstvom. Posebej velja to še za nekdanje vasi oziroma predmestja Škrden, Prosek, Breg, Dolina, Boljunec, Zgonik, Kaludrovca, Salež, Voglje, Šempolaj, Nabrežina in tako dalje. Vendar so bila tudi ta pustovanja z večine vezana na sprevode in obhode, zato se zdi openski karneval časovno logično nadaljevanje pestre palete pustne dediščine na Tržaškem krasu. Seveda v strokovnih krogih poznajo tudi nekoliko časovno odmaknjeno pričevanje o Trstu in njegovih šegah, ki so povezana s prvotnim pustnim časom, torej časom Sredozimja. Tako nam kancler Oglejskega patriarhata Pavlos Antonino že ob koncu 15. stoletja sporoča o velikem sprevodu ali bolje rečeno obhodu svetega Miklavža po tržaških ulicah. Našemljen, da je bil škofa in jahal v spremstvu laikov in klerikov. Poročilo tudi pravi, da so ti obhodniki pobirali darila in sicer klobase in druga živila. Vsekakor zanimivo pričanje, ki samo potrjuje dogajanje o šemljenju in pustovanju v bolj davnih obdobjih. Sodobni karneval na občinah razumemo kot eno od oblik v stoletjih genetičnega razvoja na tem geografskem prostoru, ki se ohranil in še vedno živi. Podobo o tem, kakšno življenje odražajo maske na občinah, si lahko ustvarijo obiskovalci sami. Dejstvo pa je, da tako ta karneval kot druge prireditve Slovencev v Italiji predstavlja v svoji pristnosti most s preteklostjo, most z matično domovino in s tem pripomore k ohranjanju slovenske kulture in jezika v zamejstvu.
zato lahko samo podpremo tovrstne prireditve. Urad, ki skrbi za odnose s Slovenci v zamejstvu in seljenstvu, bi lahko tovrstne prireditve predstavil tudi širši slovenski javnosti ter apeliral na izobraževalne institucije naj poskrbijo, da bodo mladi videli in doživeli, kako bogato je slovensko ljudsko izročilo zamejskega prostora. Katero masko pa si boste vi nadeli, dragi gledalci in drage gledalke, ali pa si jo boste mogoče za pusta sneli? Kakorkoli, želimo vam veliko smeha in zabave ter dobrodošli v naši oddaji, s katero obujemo kulturno dediščino, spet naslednji torek.